Zadnji dan redne novembrske seje se bodo v državnem zboru lotili splošne razprave o novem zakonu o elektronskih komunikacijah, ki je dvignil veliko prahu zaradi predvidenih pooblastil policiji za poseg v komunikacijsko zasebnost uporabnikov. Poslanci bodo danes obravnavali tudi 3 zakone z področja javnega naročanja, s katerimi naj bi se postopki javnega naročanja poenostavili. Znova bodo odločali tudi o podelitvi imunitete poslancu Ivanu Vogrinu. Poslanci so Vogrinu sicer imuniteto odrekli že oktobra, tedaj zaradi preiskave suma poslovne goljufije. Na volilnih zborih po Sloveniji bodo danes izbirali 22 državnih svetnikov, ki bodo naslednjih 5 let v državnem svetu zastopali lokalne interese. Prvi volilni zbori se bodo sestali opoldne, večina pa v popoldanskih urah. Med skupno 83 kandidati, o katerih bodo odločali, je tudi kar nekaj županov. V Mariborskem Rotovžu bodo volitve potekale popoldne, v 3. volilni enoti bo 38 elektorjev izbiralo med kandidati Francem Kanglerjem, Antonom Bergauerjem, Rudijem Matjašičem in Dragom Žuro. Ob volitvah pa lahko popoldne na glavnem trgu Mariboru pričakujemo tudi nove proteste. Če so mirni protesti organizirani in prijavljeni, jaz jih jemljem to kot demokratično. Če pa se nekdo skriva za Facebook profilom, pa želi biti anonim, potem je pa to hudo narobe, da nekoga sili naprej, da izvršuje in napeljuje k izvrševanju kaznivih dejanj. Kdor sodeluje v takšni skupini, je storil kaznivo dejanje, če prije do nereda, tako kot so ga takrat storili tukaj pred občino. Vprašajte se, kaj je policija do danes naredila? Nič. Razen v tem, da čaka, da se tožilec opredeli. Tožilec je vzel časa 7 ali 10 dni. Na mariborskem letališču Edvarda Rusjana so odprli nov potniški terminal, ki ga je država gradila tudi s pomočjo evropskih sredstev. S tem pa investicija še ni končana, saj je izvajalec Del Komuna projekt začel obnovo starega potniškega terminala, ki je tako od danes zaprt. Novi potniški terminal so s poletom na tekmo Evropske lige danes krstili nogometaši Maribora. Nogometaši Maribora se bodo jutri zvečer v Atenah v 5. krogu skupinskega dela Evropske lige znova pomerili s Panathinaikosom. Na prvi tekmi v Mariborskem Ljudskem vrtu so s 3-0 zmagali Mariborčani in tudi tokrat so v Grčijo odpotovali željo po zmagi oziroma vse prvih točkah na gostovanjih. Ta pritisk moramo obrniti na našo korist v tem smislu, da bomo tudi takrat igrali, imeli dober pas, iskali način, kako priti do lukenj, katere se pojavljajo. Popolnoma jasno je, da delajo neke napake v svojem branjenju in da imajo rajši žogo, kot pa ne. Imajo neko mentaliteto, ostala jim je jasno, kljub temu, da nimajo več neke svetovne klase, jim je ostala mentaliteta velikega kluba, da hočejo igrati, da so radi žogo in to moramo mi izkoristiti. Generalna skupščina Združenih narodov je 21. november razglasila za svetovni dan televizije s ciljem poudariti vpliv, ki ga ima televizija na družbo in procese odločanja s tem, ko pred javnost prinaša informacije. Televizija svojo izobraževalno, kulturno, informativno in razvedrilno vlogo na različne načine vpliva na javno mnenje in življenje posameznika. Jutri bo sprva delno jasno, po nekaterih nižinah pa oblačno ali megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne bodo podobne današnjim. V petek bo večinoma oblačno, zjutraj in dopoldne bo ponekod rahlo deževalo. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno z meglo po nižinah. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Za pomoč mladim podjetnikom odslej tudi prostor za razvoj in komercializacijo idej. Naša ekipa se je pridružila donatorjem pri razdeljevanju pomoči na poplavljenih območjih. Bili smo na literarnem dogodku, ki sta ga oblikovala Šved in Slovenec. Bodite z nami ob 18.